Um, in Slovenci smo kakšni, potrošniki, okuševalci kave? Smo gurmani, znamo spoznati, kaj je dobra kava, smo zaradi navade na slabo kavo, včasih pretirano občutljivi? Kako bi nas opisali? Da popijemo veliko kave, bi bilo pa fino, da bi bili malo bolj zahtevni kavopivci. Ampak, jaz skozi svojo izkušnjo, vidim, da če nismo dovolj opremljeni z informacijami, nimamo neke želje po raziskovanju, nam v bistvu, nimamo potem, možnosti primerjati dobra, slaba kava. Vzamemo tisto, kar, nam ponudijo, je pa vedno več, no, sploh mogoče mlajša generacija, ki je več v stiku s trendi oziroma s pač razvojem kavne kulture, je pa bolj, zahtevna, in pa jo zanima, a ne, se pravi, od kod kave prihajajo, kako so bile sprocesirane, katere sorte so in potem tudi različne, metode priprave. Midva sva zdaj že recimo 10 let se s tem ukvarjava oziroma skoraj, malce več, če vzamem še tisto za hobi na začetku, in v teh letih se je ogromno spremenilo na boljše. Ko omenjate trende, včasih se človek ne more znebiti občutka, da tudi pitje kave ali pa cela kultura okoli kave postaja enako, kot se je to zgodilo tudi z drugimi dobrinami, kot so matcha, kot so čaji, kot so konec koncev tudi hamburgerji ali pa džini. Neka Mhm. znanost, neki trend, nekaj, kar morda na trenutke je moderno, je malo poš. Mhm. Kako vi gledate na to? Um, Jaz bi ne rekla, da je moderno oziroma da mogoče kavo dvigujemo, a ne, tako kot, ne vem, dobre sire, vina na višji nivo. Jaz v bistvu gledam predvsem, z vidika, da je potrebno ogromno vložiti v pridelavo dobre kave, in potem je naša želja, da v bistvu, ta dober pridelek tudi reprezentativno pražimo, postrežemo tukaj, kupcem, ki jih zanima, damo dodatne informacije in vse to, dviguje vrednost izdelku. In gledam to tako res, kot možnost, da pozitivno, spreminjamo kavno industrijo, ki je šla iz tega, da je kava bila, neka dobrina, ki jo je, a ne, 100 let nazaj redkokdo lahko, dobil, še recimo, ne vem, ker smo z Vrhnike iz Cankarjevih časov, vemo, da, kave ni bilo lahko dobiti in se je takrat mogla mama zelo potruditi za tisto skodelico kave, da jo je postregla Ivanu. Potem je prišlo to obdobje industrializacije, se pravi, dajmo pridelati čim več po čim nižji ceni, in tudi kava je bila ena izmed surovin, ki so jo potem začeli, množično pridelovati, ampak a ne, je pa v bistvu kakovost, tega pridelka padala. In zdaj nekako spet postavljamo, s tem segmentom specialty kav, kavo na svoje pravo mesto, da nekako gledamo celotno verigo od pridelave, predelave pa, praženja do končnega potrošnika, da ni to, samo neko, a ne, zato, da zjutraj spijemo tisto skodelico kave za poživitev, ampak da je to res lahko tudi del gurmanskega užitka, dobra kava res polepša dan, in je čisto drugačna izkušnja lahko. Kako pa vi gledate na to, dvojnost, dualnost kave, ki ste jo ravnokar omenili? Po eni strani je to, po mnenju tudi koga legalna droga, ker je neko poživilo, po drugi strani je to zelo velik užitek lahko za marsikoga. Kaj vam predstavlja denimo kava? Se pravi, res predvsem jo umeščam v ta del, da lahko uživamo v okusih, ki jih nam lahko dobra skodelica kave ponudi. Tudi v pražarni Escobar nikoli, ne damo kvantiteto pred kvaliteto, se pravi, raje manj, pa da je tisto dobro. In
kava je res veliko več kot, samo tisti jutranji, odmerek kofeina. Kaj pa načini priprave? Recimo vem, ker sem uporabnica vaše kave, da lahko dejansko potrošnik izbira, ali želi kavo pripravljeno za kafetiero, ali želi, turški način priprave, lahko dobiš tudi kavo v zrnih. Od česa je to oziroma to je mletje kave, a ne? Ali je pri pripravi še kakšna druga razlika? Hočem vprašati, z vidika načina priprave, kako se kava obnaša različno ali Mhm. pa ne. Se pravi, zelo raznoliki načini priprave, dajejo samo možnost nam, da jo uživamo na več različnih načinov. Res je, da nekatere kave so boljše v espresso pripravi, druge recimo v filter. Tudi turška priprava je povsem, na ena izmed priprav, in je to samo možnost, da kave lahko uživamo na več različnih načinov, in je to zanimivo raziskovanje. Tako da jaz vedno priporočam, da če je le možnost, da probamo kavo na več različnih načinov si pripraviti, da izbiramo med različnimi kavami in je v bistvu to potem, neskončna zgodba kombinacij. Kje pa povprečni Slovenec naredi največ napak pri pripravi kave? Kje bi lahko recimo svoj proces priprave kave izboljšali z enimi takimi domačimi ali pa običajnimi triki? Ja, jaz bi rekla, da začetek je zagotovo, izbira prave kakovostne kave. Rada primerjam, recimo, da ima nekdo svojega, branjevca na tržnici, ki mu zaupa, da bo tam vedno dobil svežo solato, dobro korenje, domače pridelke. In na enak način lahko si izberemo pražarja ali pa več pražarn, ki mu zaupamo, in vemo, da bomo tam vedno dobili, kakovostno, sveže praženo kavo. In to je začetek. Potem pa, različni načini priprave, vedno se da kakšen korak malce izpiliti. Pri, recimo turški pripravi jaz zelo pogosto, ko se pogovarjam z, ljudmi, pravijo: dam vrelo vodo, zavrem in še ene trikrat, da se dvigne do roba džezve kava, pa potem odstavim." Ne, kava ni ljubiteljica previsokih temperatur, tako da, recimo pri turški pripravi, ki še vedno najbolj pogost način priprave v domačih gospodinjstvih v Sloveniji, jaz vedno priporočam, dajte kavo že kar v hladno vodo, da je ne šokirate, s tem, da jo, damo v vrelo vodo. Dobro premešamo, potem jo pristavimo na štedilnik in je dovolj, da se enkrat dvigne do roba džezve. Ker v kavnih zrnih so olja, sladkorji in vse to, če pregrevamo, če prežgemo, nam potem doda grenkobo v skodelico kave. Tako da Zanimivo. to je en tak, Nasvet, hvala nasvet. zanj. Tudi, jaz ga prav gotovo lahko uporabim. Kaj pa kave z okusi? Ko sem jaz začela piti Escobar kavo, so me pritegnile, kave z okusi. Z okusom čokolade, z okusom lešnikov, z okusom, rafaela, mislim, da je bil, karamele in podobno. Potem sem pa zelo hitro prišla ven iz okusa, potem so me veliko bolj pritegnile vaše klasične kave. Kaj je kava z okusom? Mhm. To so v bistvu, najbolj, bi rekla, res pritegnejo, veliko uporabnikov, ampak ponavadi potem gre iz teh kav, veliko uporabnikov na, kave s poreklom in, zato, da se res okusi pravi okus kave, a ne. Pri aromatiziranih kavah dejansko mi dodamo potem še posebne sirupe, jih aromatiziramo. Jaz jih vedno priporočam aromatizirane kave za tiste, ki si dodajo še malce mleka in sladkorja v skodelico kave in potem to rata že tako malce sladica v skodelici.
ampak, se mi zdi, da je fino potem dati tudi priložnost, kavnim mešanicam, kavam s poreklom in je to potem, se začne to res pravo raziskovanje kavnih okusov. Mhm. Am, cene na globalni ravni, cene kave, se strmo dvigajo. Am, kakšen trend mislite, da se dogaja oziroma kaj to pravzaprav pomeni za nekega povprečnega uporabnika kave? Kaj se nam obeta po vašem mnenju v prihodnosti? Ja, je v bistvu pri kavi je bilo od nekdaj tako, da cena kave je odvisna od, veliko dejavnikov. Kar se dogaja v zadnjem času, bi jaz rekla, da je to predvsem odraz tega, da je več kot desetletje, bila cena sploh komercialnih kav prenizka, da smo res pili kavo po zelo, nizkih cenah, in s tem v bistvu nismo naredili nič dobrega za tiste, ki se ukvarjajo s pridelavo kave. Tako da, se mi zdi, da ta dvig cen se je moral zgoditi, ker je ogromno dela, ki ga je potrebno vložiti v pridelavo kave. Sploh ta segment specialty, ki se pa res osredotoča na kakovost, so pa cene so zelo realne, no, tako da pač seveda jih občutimo, vsak dvig cen, ne, je neki šok za nas uporabnike, ampak če razumemo, kaj je v ozadju, je potem to, lažje sprejeti.